možakar ima menda kar 2 bulja. Evo nas opet. V zemlji je pol metra v zemljo zakopan, pa so nas fajn oropali. Prejšnji teden smo s posebno vrtnico, sestavljeno iz pločevine našega bulja, odlično obeležili 1 leto od najdbe kombija v Rižani. Še enkrat hvala vsej ekipi, ki se je po 1 letu spet zbrala na kraju zločina. Ta ponedeljek pa je pred vami prva počitniška epizoda Vrnitve odpisanega. Dobrodošli v posebni počitniški verziji Vrnitve odpisanega. Medtem ko so dopusti v delavnici CRC, smo mi v drugi delavnici, v delavnici Robija, ki je posebej povezan z našim odpisanim, namreč prav on nam je povedal, kje naš kombi leži v Rižani. Zdaj gremo pogledat, možakar ima menda kar 2 bulja v delavnici in nam bo zaupal kar nekaj zanimivih zgodbic. Dobrodošli v Izoli. Je kdo doma? Evo nas opet. Zdravo. Koliko let boste pustili na... 4-5. Ja, 5 je bilo 5. A si pustam? Ja, sem se šel pogledat, sem slikal. Kako se je začela ta zgodba o bulju v Rižani? Kje ste vi izvedeli za njega? Vidiš, to je tako, 14-15 let nazaj ga moja punca videla z vlaka, ko je šla domov na Štajersko z obale. Pa sem ga jaz iskal po tej terasi od Kopra do Rižane naprej. Bulja ni bilo. Jaz sem celo našel en drug kombi. Pa ni bil bulj, je bil IMV. Ja, pa smo pa malo upali. Pa se je to malo pozabilo, pa so ga pa ribiči našli. Pa so ga pa oni, eden ga je objavil na eno slikco na enem forumu, niti ne obstaja več ta forum. Da je to videl, pa kje je to? Pa čisto ob cesti, čisto tam. Pa grem še enkrat iskat, no in tako sem ga jaz, tu pa je. V tem času so ga pa tudi že drugi našli, pa so ga videli, pa so ga malo že pofabili, ne. Pa je bil isto že toliko zaraščen? Ne, bil bolj zaraščen je bil v prvotni verziji, ki sem ga jaz videl, je bil enih 100 metrov više, kot smo ga mi našli. Aha. In ga je pol 3-4 leta nazaj, da je tista poplava, ki je bila v Rižani, ki je bila Rižana fajn poplavljena, da je prestavljena na to lokacijo, ki je bil zdaj nazadnje. Kako to, glede na to, da so vsi vedeli, da je cela Rižana vedela za ta kombi, zakaj je čakal korona, zakaj ga ni nihče drug prej vam potegnil? Noben si ga ni upal narediti, to je projekt, ko si ga lahko upa sam en Matej narediti. Hočeš bolj prijazno povedati, mali tako nori. Mali tako nori, vsak, ko ga je videl, rekel, to je neuporabno, je predna maska uporabna, pa mogoče še kakšen blatnik se da rešiti. Ostalo so posebej, v zemlji je pol metra v zemljo zakopan, se ne vidi koles. Vsak je imel en, ne, to je hudo. Vsi so rekli, vsi bi ga odpeljali, vsakih, ko so se s kom pogovarjali, ja, zdaj ga bomo mi odpeljali, To traja na 3, 4, 5 let, pa je vedno bil tam oziroma malo nižje. Kako v bistvu sploh ekipa gleda na vse to, kar se zdaj dogaja s buljem? Vsem je zanimivo, vsi ko mi čakajo, da vidijo, kaj se bo naredilo z njega. Ker, veš, to je še vedno vsi, saj iz tega ne bo nič ratalo, ne. Pa kaj so ga že pobarvali? Ne, je razstavljen, v kosih se sestavlja, bo pobarvan, samo traja, ne. Veš, ko eden reče, ja, je velik budget, vse to bo pa zdaj v 2 mesecih narejeno, ne. Tudi to ne gre tako hitro. Kaj pa se tle dogaja pod tvojo streho? To pravo, tako človek si prav predstavlja, hladilnik poln piva mimogrede, 2 bulja, tle je še desni Mercedesov del. Kaj se tukaj vse noter dogaja? Popravila se dogajajo, to boš pa pol, ko boš dal bulja na cesto, boš se potem spoznal s tem delom. A ja, kaj vse crkuje? Ja, pa so zmeraj nekaj crkne, pa je treba zmeraj popraviti, pa je treba eno cevko zamenjati, pa je treba en kabelček zamenjati, pa zmeraj kakšna malenkost. Kakšna pa je sploh zgodba te Lenkice? To je pozna 60. leta. Pozna 60. leta, še sem 60-letnik.
Jaz sem ga našel na Sambi. Prav na tej Sambi. Na Samba strani je pisalo Srbija and Montenegro, Belgrad. Po dveh zlomljenih mailih v neki srbo-hrvaščini mi je gospod odpisal na 2 strani A4 format podatkov o njemu in mi poslal 200 slik komplet restauracije, kaj se je dogajalo s kombijom, predno ga je še on do Evrope. Ko smo šli po njega, je tudi ena zgodba nastala. Na poti nazaj so nas na vlaku uspavali, pa so nas fajn oropali. A res? Vse, kar je bilo elektronskega, je izginilo. Ko so vas uspavali? Ne vemo, to je baje stalnica na tej relaciji. A res? Malo pred Zagrebom je začelo zelo prijetno dišati in smo za 40 minut si zaspali. In smo se zbudili 20 minut po Zagrebu. Brez vsega? Brez, dokumenti so bili predstavljeni na eno drugo torbo, elektronika je bila pobrana, fotoaparat, MP3 player, neka tablica, to so ampak kombi je bil pa takrat kje? Kombi je bil pa na avtovleki, na poti v Maribor. Je šel po posebni špori? Po drugi špori. Je bil takrat že vozen? Ja, je bil vozen, samo je bil prazen, notranjosti ni bilo, 2 sedeža in to je bilo to. Hudi auspuhi, moram reči. Original Hroščovi. Njem se skriva zdaj trenutno original Hroščov, 1200. Kombi tudi gre z njim. Je original, ima originalne reduktorje in reduktorji mu delajo pač tisto svojo moč. Je pa res, da s tem motorjem več kot nekih 90 na uro ne doseže. Dovolj zgodbo za enkrat, pol se bojo pa pisale nove, ker se buli vrnejo nazaj na cesto. Ja. Robi je natresel cel kup anekdot o oldtimerjih. Ne zamudite naslednje počitniške epizode, ko se bomo ponovno oglasili še pri nekom, ki je tesno povezan z zgodovino našega odpisanega. Naročite se na nove videoposnetke, kliknite subscribe. Želimo fajn teden!